To nedeljo imamo referendum o drugem tiru, ki je enkrat že bil izpeljan, pa je kasneje bil razveljavljen. Z nami je profesor dr. Jože Duhovnik, ki je predstavil inovativno inženirsko rešitev za progo Koper-Divača. Lepo pozdravljeni. Dobro večer. Lepo, da ste se odzvali našemu vabilu. Povejte, po vašem mnenju, bo tokratni izid referenduma kaj drugačen od tistega prvega, glede na to, da smo morda zdaj volivke in volivci bolj informirani? Prav bi bilo, da bi volivci, ki so imeli 1 leto časa, dobili več informacij, pristopili na volišča in glasovali proti temu zakonu iz preprostega razloga, ker je zakon v večjih delih nedorečen, na drugi strani pa koruptiven, kar se da iz posameznih členov zelo hitro dobiti. Morda je bila težava ravno v tem, da so ves čas pristojni govorili o zakonu, ne pa pravzaprav o tehnični podlagi, torej o tem, kaj bi se pravzaprav zadaj zares dogajalo s tem drugim tirom. Slovenija v razvojnih strategijah mora imeti povsem drugačna izhodišča. Zakon za to, da bomo razvijali Slovenijo za 27 km proge, pri 650 km vse ostale železniške infrastrukture je milo rečeno popolno zavajanje. To si lahko samo eno misli, ki iz kabineta gleda na življenje. Če bi gledali ljudje zares, bi sprejeli zakon o celotni izgradnji modernizaciji slovenske železniške infrastrukture. Se pravi, ti kilometri, ki bomo z drugim tirom pridobili, ko bo vlak prišel do Divače, kaj bo potem? Potem bo v Divači velik zamašek, zaradi tega, ker bo istočasno iz smeri Benetk, pa iz smeri Zagreba in iz latvijskega dela prišel tako velika obremenitev, da Divača ne bo več zmogla tiste funkcije priključevanja novega tovora. Od Divače do Ljubljane se proga sploh še ne dela in od Divače do Ljubljane je zamašek z oprtnimi vagoni. Zato je laž, če nekdo reče, da bo sodobna povezava na tem odseku Divača-Koper pomenila prenos cestnega prometa na železnico. Tisti, ki to govori, ne ve nič, o čem govori. Gospod dr. Duhovnik, vi ste predlagali cenejšo rešitev, če poveva konkretno zdaj številke, kakšna je bila razlika? Prva številka, kjer smo uporabljali za potiskanje z večjim nagibom, kjer je bil nagib okoli 75 do 80 promilov, je bila 800 milijonov. Zaradi tega, ker smo želeli v celoti uskladiti z evropsko zakonodajo, poiskali tudi, da se 40 promilov proga uporablja na relaciji Frankfurt-Köln za hitro progo, kjer se tudi promet odvija, to je značilna povezava med Bremnom in Antwerpnom in pa Genovo. In ta proga dovoljuje 40 promilov, smo mi pregledali, kakšna je možnost 40-promilskega nagiba. Če uporabimo 40-promilski nagib, dobimo še boljšo varianto, ker se umaknemo v glavnini iz nature. Samo 2 km posežemo v naturo, medtem ko vladni okvir reže v celoti Naturo 2000. Tega nočejo priznati, zato bo velika težava pri umeščanju dvotirne proge v traso drugega tira, ki je sedaj enojni tir. Ravno nagib je lahko težava in lahko imamo dva sistema, lahko vlečemo vlak ali pa imamo potisne lokomotive. Eno imamo za vlečenje z vlečno vrvjo, ki uporabljajo funkcijo potiskanja, tam, kjer so sile večje, saj tam prihaja do sil približno okoli 100 ton, medtem ko če zdaj gremo za nižjim nagibom, pa dobivamo potisno silo okoli 40 do 55 ton potisne sile. To pa so že moderne lokomotive, ki se bodo uporabljale na svileni progi Peking-Berlin. Če te iste lokomotive, ki jih letno na svetu proizvajajo okoli 400 do 500 kosov, to pomeni skoraj 2 na dan, delovni dan je 250 delovnih dni, pomeni to, da so te lokomotive dobavljive in zato je bila bistvena pocenitev. Kaj je rekla vlada na vaš predlog? Ta vlada je pred 2 letoma dobila ta predlog, ga je sprejela najprej z odprtimi rokami, ko smo pripeljali tujo investicijsko družbo in pa tujo projektantsko hišo, ker so oni potrdili, da bi oni stopili zraven in podali vse garancije, po tistem od 2 let predtem do danes ni bilo nobenega razgovora. Še huje, gospod Leben je suvereno hodil v Bruselj in pripričal Jaspers,
To je neka pripravljalna hiša, inženirska hiša, ki pripravlja za različne bančne plasmaje pozitivno oceno. Tudi Jaspers jim je dal na prvem delu negativno oceno take proge, da ne govorim o strokovnem poročilu Geodata. Nedeljo bomo volivke in volivci torej po državi odločali, ali zakon da ali ne. Vi pravite, zakon je koruptiven. Tako. Zakaj? Kje je koruptiven? V zakonu so členi, ki zahtevajo, da Luka Koper plačuje večje pristojbine in tudi cestni del transporta z večjimi pristojbinami, zato da se zbere skupaj 1,9 milijarde evrov. Če je res, da potrebujejo za obstoječ tir samo milijardo, pa recimo še 200 milijonov, Bog jim naj požehna, je to 1200, 1,2 milijardi. Kje je 700 milijonov? Zakaj se to ne pove? Res pa je, da ker je zakon koruptiven, izjemoma poseben člen določa, da se 20% od 2 milijard, to je 400 milijonov, odloča izključno v okviru 2 TDK borda, menedžmenta. To pomeni, da gospod Dragonja in še en, ki je zdaj zaposlen, ki imate majhne plače, samo 8.000 evrov na mesec, bosta si zavarovala svoj hrbet še do penzije, do 80 let, še huje, za vse njihove otroke in vse njihovo soseščino. Po prepričanju bo zagotovljeno sladko spanje. Ko bojo ti ljudje sladko spali, bojo mogli drugi industrijski delavci delati v fabrikah, zato da se bo ta država bohotila še naprej. Rezultat je pa tak, kot je tukaj pred nami. In sem vesel, da ste danes naš gost, da ste nam in vsem našim gledalkam in gledalcem seveda tudi razložili, zakaj pravzaprav v ozadju gre, da nismo govorili samo o zakonu, ampak dejansko tudi o vsej tej podlagi, ki je zadaj za drugim tirom. Jaz verjamem, da bo marsikateremu volivcu in pa volivki v nedeljo zdaj nekoliko lažje. V Sloveniji se primanjkuje jasnega inženirskega jezika, primanjkuje jasne besede. Vse se zavije v nek plašč, ki je v načelu barabinski, z mnogimi vejicami, vgrajenimi stavki in skrivalnicami. In zato Slovenija potrebuje jasno in odločno besedo. Referendum je prav zato, da se v nedeljo ljudje izkažejo in ker je deževen dan, vam, spoštovani volivci, sprehod do volišča naj ne bo v nadlego, ampak v veselje, kajti vi boste odločali o pameti in nespameti v Sloveniji. Gospod doktor Duhovnik, hvala lepa, da ste bili naš gost in vse dobro želimo. Hvala lepa za povabilo. Srečno.